Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Alenka Bratušek res bremza karavanke. Na njenem ministrstvu so namreč priznali reviji Demokracija, da so kar 8 dni zadrževali razpisno dokumentacijo Darsa za začetek neposrednih pogajanj. Medtem, ko Avstrijci že 9 mesecev veselo vrtajo in glede na to, da Alenkini birokrati bistvenih vsebinskih pripomb niso imeli, kdo ve, kdo je porabil več kot en teden, da je študiral te papirje. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kam leti Adria Airways in kdo bo pristajal na mariborskem letališču. Ali bo Slovenija edina evropska država brez nacionalnega letalskega prevoznika in kaj ti nuca letališče, če ne smeš pristajati na njem, bomo izvedeli od naših stalnih komentatorjev, dr. Boštjana Marka Turka in Božidarja Novaka. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Božo, predlagam, da naredimo najprej, da zavrtimo časovni stroj in naredimo nek tak kratek zgodovinski ekspoze, kar zadeva najprej Adrio Airways, pa potem še mariborsko letališče. Kakšna letalska družba je bila Adria Airways v času bivše Jugoslavije? To me sprašuješ? Ja. Ja, glej. To sta v bistvu dve zgodbi iz istega gnezda. Jaz se spomnim, mislim, čist fizično imam izkušnjo. Veš, jaz sem v 80-ih dnevno letel v Beograd z jatom. Z jatom. Jaz sem živel v Mariboru, imel sem neke projekte na Zvezdnem izvršnem svetu in je to bilo možno. Zakaj si pa letel z jatom? Zato, ker Adria ni letela. Ampak pazi, hočem povedati nekaj. Ne? Ja. Letališče v Mariboru je tam koncem 60-ih so padle ideje, stric od Bojana Požarja, doktor Požar na ekonomsko-poslovni fakulteti je naredil študije, je bil doktor prometne ekonomije. Aha. In Maribor je imel bistveno drugo pozicijo v Jugoslaviji. On je bil industrijsko središče. Ja, tam pa tako naprej. Tam je imel ogromne kamione, tam tanke. Spomnim se, ko smo leteli, je bilo noter, veš, ti si iz Maribora po letu, ne? Ja, jaz sem letel z Maribora in to pazi isti dan. Zjutraj sem se vstal, šel z avtobusom do Slavije, tam je bil jato avtobus te peljal v Slivnico in si lepo fino letel in si pristal na Surčinu in zvečer nazaj. Za nami je samo še za Split letelo. To si hodil na sestanke ali kaj? Ne, projekt sem delal jaz sem že to prek firme delal, takrat preko Spema in je to bilo možno. Zdaj, v bistvu je pa tako, glej, jaz sem že tam proti koncu, ko je Jugoslavija razpadala, ampak na letalu je bilo več ali manj polno direktorjev, ki so hodili po papirje Beograd, izvozno-vozna dovoljenja, iz Feromota, Gorenja. Vsak je nesel zraven viski iz Lipnice. Kaj je bil to? DC ali kaj? DC9 je bil, ja. DC9 od jata. Več ali manj normalno. Zdaj pa tudi zgodovina je taka. Maribor je bil bistveno bolj vezan na Jugoslavijo kot Ljubljano. Ljubljano z Maribora se jaz ne spomnim, da bi kdo potoval. Tudi je bliže do Zagreba. Mislim, večina doktorjev mariborskega UKC-a je doktorirala na zagrebški medicinski. Do odcepitve je bil Maribor dosti razširjen, to mesto je rablo letališče. Jaz sem takrat tudi enkrat z Graca letel. Grac je bil bistveno manjše letališče kot mariborsko. Imam pa tudi to izkušnjo, ker od 82. 83. letim kot športni padalec na letalskem centru, ki ima skupno pisto. In tisti letalski center Maribor ima svoj hangar na drugi strani. Letališče je v bistvu normalno sobivati za letalskim centrom, športnim klubom. To nikjer na svetu ni možno, zato ker nikoli potem, ko je država razpadla, ni bilo resnega prometa. Maribor je izgubil pozicijo, ker več ali manj zadnjih 10 let letim vedno z Graca. Tudi ko smo v Bruslju delali pred 15 let nazaj, sem vedno z Graca letel, ampak iz enega banalnega razloga. Ker ko si z Graca priletel Graz, Dunaj, Bruselj, si priletel na Schengen. Ko si pa z Ljubljane priletel, si pa priletel na non-Schengen. In so te obravnavali, veš, tako drugorazredno. Tam, če si pa letel z Avstrije, je bil pa Schengen. In moj zaključek je, da in Adria in letališče Brnik sta narejena za vzdrževanje poti v Bruselj za državno elito zadnjih 10 let. In tudi vodenje Adrije, v prejšnjem sistemu je bilo možno, ker je bilo avtokratsko vodenje, državna slovenska politika je rabila to, vse je Kavčič povedal, kako je nastala Adrija, da so švercali cigarete, se je kupili letalo. Zdaj, ko je demokracija, prosti trg,
pa enostavno državno podjetje ne more več funkcionirati na tak način, ker je trg tu. Ampak, zadnjič sem na Twitterju dal idejo, kako bi se dalo Adrio rešiti. Ja. Da bi država financirala lete v Bruslj Adrii iz mariborskega letališča, bi rešil 2 muhi na en mah. Ampak veš, kaj se je zgodilo? Zgražanje. Češ, kaj bomo mi, ljubljanski birokrati, uro se vozili, ker je 1 uro ali pa 55 minut je centra Ljubljane do Slivnice po avtocesti, pa je letališče. Ja. Če imamo do Brnika 20 minut. Če imaš srečo, je 55 minut. Ja, če imaš srečo, Zmerom je kakšna nesreča. Če pa najbolj normalno je pa 75 minut se z vlakom pa 2 uri voziti iz Stanforda do centra Londona. Se strinjam s tabo, Božo. Če bi bili leti v pol 4 zjutraj, potem bi iz Ljubljane lahko prišli do 50 minut. Imamo 2 zgodbi. Adria, ki je lahko vrhunsko funkcionirala v Jugoslaviji, ker Adria letališče je letela z Ljubljane. Mariborsko letališče, ki je tudi Maribor je bil pod ingerenco zagrebške vojaške oblasti, je pa bolj bil pod ingerenco tega, da je iskal finte v tej republiški politiki in je zaradi tega naredil pisto. In zdaj Adria se nam je zgodila, v bistvu lepo utelešenje tega, kaj so nam v Srbiji govorili v 80-ih, da sami ne boste mogli preživeti kot vlastni državi, vi Slovenci. Če Adria funkcionira kot državni letalski prevoznik, se bodo vedno našli neki tipi, ki bodo sesali v te državne fonde. Nekdo se bo našel, ki bo upravičeval redne poti iz Ljubljane. In zdaj, če imaš ti lastno državo, seveda bi se država morala odločiti, koliko teh sredstev da v namen, da vzdržuje nekega letalskega prevoznika. Država se je pač odločila leto pa pol, 2 leti nazaj, da proda tega prevoznika in seveda ni nobene pomoči. Zdaj, kaj lahko naredi, je, da prepusti tega prevoznika trgu in da omogoči vsem drugim, da čim bolj pospešeno letijo v destinacijo v Sloveniji. Samo to še končam, kar se pa letališča v Mariboru tiče. Veš, dokler bo Graz nekakrat 10-krat večji, pa je pol ure, to pa je pol ure, ker če mejo spustimo do Švehata, do Slivnice, ne bo nobene potrebe po tem letališču. Kaj z njim narediti? Tudi na letalskem centru, če bi nam ga dali, se bojim, da mi ne bi hoteli vzeti, zaradi tega, ker so stroški nenormalni. Mi imamo svojo letalsko pisto, mi imamo, to je tam, mislim, pista ista, z druge strani je, tisti, ko poznajo, z druge strani se z avtom pride. In tako da, jaz mislim, da to letališče ne bo propadlo. Zdaj, kaj se bo zgodilo z njim, to, da bo Alenka Bratušek ga je pripisala na DRI, po 3 letih se bodo našli neki upravljalci, ki bodo z njim nekaj počeli. Jaz ne vem kaj, ampak propadlo ne bo. Bo pa seveda mogoče bo je dela gasilske veselice. Evo, Boštjan, si dočakal, če še tebe povabim v debato. Kakaj pa tvoja izkušnja z Adrio Airways? Namreč, manj znano je, da je tvoj nesojeni tast, zdaj doktor znanosti Janez Kocijančič, bil direktor Adria Airways, no ta del je znan, glih na prelomu iz Jugoslavije v Slovenijo. Kakšno sporočilo je bilo to takrat recimo režima, da je tako pomembnega politično človeka dal na čelo Adrije? Če bi uporabil voltarijanski cinizem, bi rekel, da izvoli, hvala Bogu, da je to nesojeni tast, da ni usvojeni tast. V redu, ja. Ampak ta del te razumem. Do mene je bil, torej, on seveda redno komunicira z menoj v vseh mojih zapisih v Reporterju, a moram reči, da do mene je bil korekten. A ti piše pisma bralcev ali kako? Ne, to pride odvetniška pisarna, to ogromno stane in potem zahteva objave, popravke in tako. In pač to je, sam se zavzamem za to, da je to objavljeno tam, kjer on želi, da je objavljeno, da ne bi bilo kakršnekolega nesporazuma o demokratičnosti. Ampak dejstvo seveda, zdaj jaz recimo lahko citiram Danila Slivnika, Kučanov klan. Če gremo brat, to je ena temeljnih knjig, ena temeljnih analiz, bi rekel, slovenskega sveta, se pravi v tistih letih. Pa še avtorja priročno ni več med nami, kar pomaga, Ja. Mislim, se je pač upisal v zgodovino, mislim, ta knjiga je pač referenčna. In tam je Janez Kocijančič vedno naveden kot eden glavnih, mislim, tik ob Kučanu, tik pod njim, se pravi, en glavnih... Ne, se to vemo, se v prejšnjem režimu je v bistvu Kocijančič imel višje funkcije od Kučana. Ampak to me zanima, on na čelu Adria Airways, kako si ti to takrat videl? To povem čistko za to, kar vem, za slovensko publiko, to recimo
informacijo imam iz Kocijančičeve družine, ne. Torej, Kocijančič je bil takrat za Kavčičema, ne. In potem, ko je začel veter pihati v drugo smer, ne, je bil seveda prej tudi Kučan s Kocijančičem in s Kavčičem. Ampak, ko je začel veter pihati v drugo smer, je Kučan brez kakršnega koli moralnega skrupula zabil Janezu Kocijančiču, ki ga pa po moje je on, ker je bil Boris Kocijančič, je bil pa eden najpomembnejših političnih funkcionarjev, ti pa, če si hotel iz Prekmurja prideti. Ja, Kučana je v Beograd pripeljal Kocijančič, to vemo. Ampak ti hočeš reči, da mu je pol Kučan nož v hrbet zabil? Mu je zabil nož v hrbet, to je fakt. To je dejstvo, ne. Ampak ga ni na nek način pol rešil Boštjan, v bistvu Kocijančiča, ker vidimo, ne, Kučan je pač nek ta staro pokojenc, dobro, tu na politični sceni se še nekaj matra, ampak Janez Kocijančič je pa po vseh kazalcih nek uspešen poslovnež, ne? Ja, Janez Kocijančič lahko neverjetno lahko samo da dokonča vitalno življenjsko energijo, pač to je pač volja do moči, on se ne ustavi nikjer in se nikjer ne bo ustavil, dokler bo pač po tej zemlji hodil. Ampak hočem reči to, da odgovorim na to prvotno vprašanje. Seveda, Adria je bila pač, se pravi, projekt prejšnjega sistema, a ne, in na ta projekt so lahko dali samo človeka, ki mi je bil maksimalno zvest. Zdaj se mi samo spomnite, kakšen zgubar je bila Adria že ob osamosvojitvi, da ne govorimo o tem, kar smo se prej pogovarjali, ne, da je bilo tik pred osamosvojitvijo napravljen nakup nekaj Airbusov, s katerimi potem niso vedeli, kaj početi. Zdaj, če smem pa to svojo izkušnjo z Adrijo povedati, pa to jaz sem veliko z Adrijo letel, ampak to je postalo popolnoma nemogoče. Lejte, če vi želite leteti v Pariz, z Adrijo boste plačali 550 evrov. Če pa želite leteti z Air Croatia ali pa, ne, prosite, Air France, Zagreba, boste plačali pa 190 evrov. Se pravi, izbira. Razlika je očitna. Sploh pa za nekoga, ki živi v Novem mestu, Mariboru, Krškem in to. To je popolnoma nekonkurenčno. To je docela nekonkurenčno. Razumem. Bože, kaj si hotel uskočiti? Samo da dopolnim to, ja pa bom potem. Glej, res je, jaz sem veliko letel, imel sem kariero po svetu, od Amerike do kot, ne. In ne vem, če sem 15% letel z letališča Brnik. Pa bi letel, če bi bilo to normalno, ne? Pa zaradi povezav, zaradi drugih in tretjih. Nisi zato ne leto, ker ne maraš Ljubljane? Ne, glej, naprimer, ko smo imeli projekte v Sarajevu, smo se z Bojano večkrat vprašali, on je delal takrat neke druge projekte v Sarajevu, nek časopis. Oslobođenja je bil. On je redno letel z letalom, dol, nikoli me na letalu ni videl, jaz sem pa z avtom hodil z Maribora, zraven 6 ur, on je pa rabo ne vem koliko ur, ne, a veš, ne. In potem, če sem letel nekam, sem šel ali z Zagreba, ali z Gradca, ali z Dunaja, ker Dunaj je zelo blizu. Ali časih z Benetk, če so bili ti prekooceanski leti. Tudi z Beograda kdaj. In to letališče Brnik je pač bil takrat nek projekt, ki se ni razvil dlje. Zdaj pa, da pridem na Adrio. Ja, pridi. Glej, seveda je bil doktor Kocijančič vrhunski kader, verjetno še je, in zato je bil postavljen za direktora Adrije, Adria je bila ena od temeljev kapitalnega sistema bivšega režima, ne. In kot taka je lahko funkcionirala, ni imela konkurence, več ali manj je bilo vse centralizirano, razporejale so se sredstva točno tako, kot je bilo. Vse, kar je bilo pa potem, ne, ko je prišla demokracija, se spostavila, Jugoslavija razpada, spostavila leta 91 država, in je začela ta ista Adria delovati na trgu, skozi se je nekako privatizirala, pa se ni privatizirala. Vsi, ki so prihajali tja za direktorje, niso bili, prvič, resni direktorji niso hodili tja iti za direktorje. Tisti, ki so pa prišli z kratkoročnimi nameni, ne? Z večino teh, ki so bili tam v zadnjih 10-15 letih, so bile kasneje ovadbe napisane. In seveda Adria kot taka ni mogla preživeti. In veš, zdaj ti imaš dva cilja, ki sta kontradiktorna. Prvi cilj je imeti nacionalnega prevoznika, ki naj funkcionira in podpira letališče Brnik. Prevaža potnike. Drugi cilj pa je, naj deluje na trgu, brez da mu država daje pomoč. Pa da nosi profit, ne? In ta dva cilja sta da se, če imaš dovolj velik trg. Ampak očitno trg, ki je od Vrhnike do Domžal, kamor hodijo ljudje na Brnik, to ne pokrije. Ker ti z Novega mesta gre, tako je Boštjan rekel, gre v Zagreb, ti z Maribora gre v Gradec, ti z Kopra pa gre z Trsta ali pa z Benetk. Do Trojan, recimo, ne? Meni je še bližji Brnik, pač še bližje. Jaz se spomnim leta, je bil, zdaj ne vem, ali je bilo Jugoslavija ali Slovenija, je bil let
Brnik, Maribor, nekam v Makedonijo pa Skopje. Tako da tudi to se spomnim, ko smo prek Trojan leteli, smo dol gledali tiste krofe, ker preden se on niti se ni dvignil na 8 km, ker je skočil prek Trojana. To je že skoraj tako kot vlak, ne? Ja, 4 postaje. Najhuje pa je bilo, to pa sem letel z Adrijo, to pa je bilo, pazi, zdaj pa mislim, da pa je to bilo še v Jugoslaviji. Veš kaj, Bože, oprosti, da ti damo dovolj časa, ko ti pritiče, boš po premoru povedal, kdaj je bilo najhuje, si bomo vzeli krajšo pauzo, se vrnemo, ne še vodaj, se vrnemo po oglasih in nadaljujemo s komentiranjem, kam leti Adria Airways in kdo bo pristajal na mariborskem letališču. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan M. Turk in Božidar Novak. Pogovarjamo pa se o tem, kam bo odletela Adria Airways in kdo bo pristajal na mariborskem letališču. Božo, predno smo šli na oglase, si nam hotel zaupati svojo najhujšo izkušnjo, ko si potoval z Adrio Airways. Izvoli. Nikoli nisem imel nekih blazno hudih izkušenj, tako imajo danes, naprimer, te novinarke, ki so ostale, ena v Pragi, ne, smo videli na Twitterju, ena pa kolegica je hotela pa iti v Prago, danes pa so jim napisali. No, v Pragi je ostala glavna odgovorna urednica Pop TV, ne? Točno, Tjaše ni, ne. Ja. Ampak je bilo pa zanimivo, veš, ni bilo tako tragično. Jaz se spomnim enega leta, ko sem letel Ljubljana, Pula, Zadar, pa Split. To tako vedno ven, veš, ven prtljaga, ne, letiš, pa potem pristaneš, pa vsi potniki ven, pa prtljaga ven, pa še enkrat. In leteli smo z Dašem, Daš je bil, mislim, da 7 ali 9, 2 motorja. Turbo propellersko letalo. Ja, in potem smo prišli Split, pol je bil pa Tivat, pol je bil pa Titograd še takrat, pol je bil pa kje neki... Kaj ste to imeli, nek sindikalni izlet? Ne, linija je bila. Kakšna linija? Linija je bila Adrijina, pol pa neki še v Makedoniji smo pristali, pol pa v Skopju in pol pa Skopje, Bari Ljubljana in je v bistvu ko vlak vozila, veš, taka krožna linija. In zakaj si ti šel v bistvu... Skopje, sem šel službeno, ampak predavati nekaj in sem zjutraj šel, pa sem pozno popoldne prišel, ne, in drugi dan pa nazaj z isto linijo preko Barija, nekako, ne, ampak veš, funkcija letala je, da si ti hitro, ne pa da not pa ven, pa not pa... Dobro, 5 postankov ste naredili, ne? Ne, jaz se zdaj tako bežno spod. Drugače pa ti leti, ko so bili 10 let nazaj, ko smo hodili v Bruselj, ko smo kdaj kako kolegico vzeli iz Ljubljane zraven, pa isti dan nazaj. Zato sem te hotel prej vprašati, če ste tudi stevardese vsakič zamenjali, ko ste pristali, ali so bile iste? Jaz nimam, če primerjam to z jatovimi stevardesi, jatove so se dost redno brile, ne, to je taka urbana legenda, ne. Te z Adrije so pa bile vsaj za 2 razreda boljše, no, po kaj vem. Bolj svetovljanske, bom rekel. Se pravi, te ni motilo, da si imel vmes 5 postankov do Skopja? Ne, to so bile več od manj študentke, ki smo jih napol poznali. Tiste, veš, z Jata so bile pa dobro, jaz bi takrat mlajši, so bile pa neke profesionalne, kak bi rekel... Režimske stevardese, ja, tak nekak, no. Zdaj, da ne bo Boštjan, jaz sem še Boštjano, da kaj povem. Ne, vse je v redu, vse pridemo do Boštjana. Evo, Boštjan, vemo, tudi Max Tajnikar, recimo, je bil svoj čas predsednik nadzornega sveta Adria Airways, ne, in takrat enkrat je rekel, da Adria Airways ni tu zato, da dela profit, ampak je tu zato, da prevaža potnike. Kaj ti meniš o tem? Bi država zdaj morala pomagati Adria Airways, čeprav je to podjetje v zasebni lasti, bi jo morala odkupiti nazaj, bi jo takrat, ko jo je prodajala, morala prodati zaposlenim, ne, ki so jo tudi hoteli kupiti, ali kako bi se ti lotil tega oreha, ki se mu reče nacionalni letalski prevoznik? Ja, jaz sem hotel ravno v Maxu Tajnikarju sem hotel povedati to, ne, da je to skupni imenovalec med nesrečo Maribora in nesrečo Adrije. Točno, on je tudi bil senator tama, ne? Zato, ker je bil senator tama, in potem, ko je šel tam v franže, nepovratno je rešil še Adrijo, tako da to je tako, kot recimo, če se lotiš kakšnega političnega projekta z Marjanom Podobnikom, veš, da boš propadel. Ok, saj to je gotovo. Ne, to je res, mislim, na tem pač, ne. Zdaj, seveda, Slovenija, to je treba drugače gledati, ne, Slovenija ima neverjeten turističen potencial, ne. Ta potencial se je še neskončno povečal z vstopom v Evropsko unijo
in z vstopom v evroobmočje in šengensko območje. Tako da tu bi sem jaz prepričan, da bi bilo lahko mogoče kalibrirati zasedenost oziroma pač transport nacionalnega prevoznika tako, da bi bile pač pozitivne številke. Ampak zdaj seveda to vse, kar se pa zdaj dogaja, pa spominja nasprotno. Recimo Dunaj sam, mislim, da samo eno mesto Dunaj ustvari toliko turističnega prometa v par mesecih kot cela Hrvaška v enem letu. Se pravi, slovenski potenciali turizma so neverjetni. Ampak, glejte, problem Adrije, seveda, kot smo že začeli in bomo zdaj tudi končali, je ta, da je bila Adrija vedno političen projekt. In potem, ko se tega političnega projekta enostavno, kot Jančič, Tajnikar, pa kdo je bil še vmes. In ko se tega političnega projekta ni dal več pač racionalno obvladovati, so se ga odkrižali. Zdaj, a veste, to je tako kot avto, ki si ga razbil, kdaj bo spet vozil, ali pa bo spet vozil, bo ali pa ne bo, ampak razbil si ga. In tu je, mislim, da je zelo realna možnost, da glede na to, kar smo ugotavljali. Jaz sem pač do Adrije v bistvu v temelju dobro nameren in naklonjen, ampak ona je s temi cenami, sploh pa s temi zgodbami, ki se zdaj pojavljajo, popolnoma nekonkurenčna. Mislim, da se ne bo zanjo nihče odločil. Ampak zakaj po tvoje recimo Adrija zdaj še slabš po vseh teh naših, kako bi rekel, potniških kazalcih ali pa nas, ki to spremljamo od zunaj, slabše deluje, kot pa prej, ko je bila v državni lasti. Zdaj pač serijsko se odpovedujejo leti, težave imajo s pokvarjeno hrano in tako naprej, ne povračajo stroškov ljudem, pustijo jih čez noč v čakalnici. Zakaj se po tvoje zdaj to Adriji dogaja? To sta po moje dva razloga. Jaz to globoko lastniške strukture tega sklada, kaj je to neki 4, ki jo je kupil, ne poznam, ampak jaz mislim, da so to, da vse to ne more biti, bi rekel, ne more biti nenamerno. Ti ne moreš izleteti se pravi, kaj je nekdo rekel, da bi moral leteti iz Dubrovnika, oziroma prek Prištine. To se pač ne da. To je enostavno, tega ne moreš ljudem narediti. Tako da jaz mislim, da je to zdaj čist terminalna, se pravi, faza paliativne oskrbe, kar je pa zelo slabo, ker bomo Slovenci ostali brez nacionalnega prevoznika. Zdaj pa pogledajte, Srbi imajo pač na novo vzpostavljenega nacionalnega prevoznika, ki deluje. Hrvati imajo lete iz Filadelfije v Dubrovnik in zdaj bojo imeli lete iz New Yorka direktne na letališče Franja Tudžmana. Ki so v bistvu cenejši kot pa let Adrije, recimo iz Brnika v Bruslju. Se pravi, to deluje, ker Slovenci Hrvatom recimo lahko konkuriramo po turizmu. Hrvati imajo turizem 2 meseca na leto, imajo seveda so pač so megapolis turizma, ampak mi imamo pa Slovenci, imamo pa turizem stalno in je turizem seveda zelo močna in seveda lahko konkuriramo, samo tega nihče ne počne, zato ker je to zavožen politični projekt. Če se vrnem nazaj na izhodišče svoje misli, tako kot je bil tam, in akteri so pa isti. Predlagam, da preden nadaljujemo debato, si pogledamo 2 tvita našega sicer stalnega komentatorja in Ivane Orlanske za pravične davke v Sloveniji, Ivana Simiča, njegovo razmišljanje. Država bi po njegove morala biti lastnik 51% Adrije, zaposleni preostalih 49%, direktor bi mogel biti oseba iz stroke, država bi mogla subvencionirati letalske prevoze, kot to počne za avtobusni pa železniški promet. In potem naprej razmišlja naš Ivan Simič. Čakaj, to je zdaj 2-krat isto. A bomo dobili še ta drug tweet. Evo, čakamo. Še na ta drugega. Skratka, Ivan Simič pravi, da bi morala biti Adrija v državnem lastništvu, da bi morala pač imeti 51%, da bi mogel biti direktor oseba iz stroke in da bi morala subvencionirati letalske prevoze, tako kot to počnemo za avtobusni pa železniški promet. Zdaj,
A je to sploh še izvedljivo, po vašem mnenju, realno, je to možno, ali smo ta vlak že mislim, da odpeljali? ne. Če bi to 20 let nazaj s tem konceptom štartali, ali pa leta 90, ne, je tako, kot če bi štartali z vsemi koncepti, da bi res ljudje imeli, to je ta koncept, ne, se pravi, nekaj država, nekaj ljudje, pa nekdo iz stroke, potem bi bilo to izvedljivo. Zdaj pa mislim, da so stvari onkaj popravila, tako kot so v slovenskih železnicah, ne, eno idejo navržem, ki nikoli nisem razumel. Zakaj, ko smo gradili avtocestni križ, ne, ali pa recimo, ko smo delali pač avtocesto, čeprav tam naklona recimo ne poznam toliko, ampak ko smo pa gledali avtocestni križ, se pravi Ljubljana, Celje, vse to, zakaj se vzporedno ni potegnila tudi trasa za moderno železnico? Ne? To bi stalo bistveno manj, a ne, pa efekt bil bistveno večji. A pa plinovod, pa naftovod, ne? Ne, mislim, to lahko, hočem reči, ne, resno to govorim. Ne, so bili projekti v 90-ih. Resno govorim, ker ta železnica gre po gabaritih, po konfiguracijah tirov, ki so pač absolutno neprimerni za kakršne koli hitrosti in so popolnoma nekonkurenčni 21. stoletju. Skratka, niso sam pač prevozniki, letalski pa letališče, problem je tudi ostala prometna infrastruktura, ne? Ja, tako kot Mariborčani zdaj pravijo, Ja. hoče v 50 minutah, bi lahko prišli v 35 minutah, če bi pač usporedno, čeprav čez Trojane in to potegnili še sodobno železnico s sodobnimi hitrostmi, bi lahko v 35 minutah prišli v Ljubljano. Ne? Bože, zakaj smo mariborsko letališče prodali Kitajcem, pa jim pa nismo pustili podaljšati letališke steze? Ja, verjetno je moment političen tak, da ker je lokalno prebivalstvo proti, da je tudi politika ugotovila, da to ni oportuno. Po drugi strani pa, to je tak, ne, nadzven. Imam pa še en moment, ne, a veš, vsi infrastrukturni projekti v Evropi, ki jih financira Kitajska, so iz fondov komunistične partije Kitajske. Ja, logično. In bojim se, da ni nekdo iz NATO ali pa z Amerike ali pa z Bruslja poklical koga, pa je rekel, gledajte, zdaj boste Kitajcem naredili sicer civilno, ampak jutri pa vojaško letalsko bazo, ki je do Dunaja pol ure, pa do Milana 1 uro. In to so razlogi, ki so izven teh normalnih kriterijev, ne, veš. Ampak o tem bi mogli pa razmišljati že takrat, ko smo prodajali letališče. Ja, ampak veš, kaj politika je, kak je zdaj, Nimet pa NIMBY efekt, ne. Nimet je not in my election time, NIMBY pa not in my backyard, ne. Ne v mojem mandatu, pa ne na mojem dvorišču. In zdaj, kaj se bo zgodilo s tem letališčem, ne, seveda bi lahko to bila rešitev, da bi to bilo medcelinsko letališče za Kitajce. Ampak glej, meni, ko sem tam doma, se zdi to, da se financirajo projekti vredni, ne vem, milijardo ali pa dve z virov komunistične partije Kitajske, ne etično sporni, meni se zdijo politično nesprejemljivi za to civilizacijsko... Kako pa komentiraš, ta hip je Alenka Bratušek na Kitajskem, kjer poskuša Kitajcem prodati drugi tir, se mi vemo, ne? Ta moment je pa Trump prepovedal prodajo kitajskih telefonov, pa 5G, ne, mi smo v NATO, ne, pa prepovedal je prodajo, pa šolanje turških vojaških pilotov, ne, in mi se moramo tu odločiti, kaj ja, kaj ne. Jaz se spomnim samo, veš, ko smo bili pol tega Varšavskega pakta, ne, pa vseh teh cirkusov, pa tega, koliko smo zdaj politična država, mislim, za nas ne sme biti dileme. Mi se moramo vrniti k zahodnemu svetu in upoštevati te smernice, ki jih ta zahodni svet fura. Se pravi, Kitajci, ne, v redu, zdaj jim je država vzela upravljanje letališča, ga je dala DRI-ju, ne? Kaj se bo zgodilo letališče? Vse letališče samo po sebi bo funkcioniralo, ne bo propadlo, obnovljeno je bilo z evropskimi sredstvi, bo pa v neki drugi formi. En del bo za te polete, ki so pač vedno bili, ne, sej, en del bo pa, ne vem, avtosejem, kaj je bilo včasih, ne. Tudi kakšna linija se lahko najde, sej jaz ne vem, ampak bojim se, da to, da bojo naredili, veš, neko medcelinsko pisto s Kitajci, da to iz geostrateških razlogov ni sprejemljivo. Ne, se tega itak ne naredili, ne, zdaj se sprašujemo, kaj bo zdaj naredili. To je čista fantazija, je pa tudi dejstvo, to recimo jaz se strinjam z Božotom v tem, da je Gradec preblizu in da ima Gradec vso potrebno infrastrukturo in da je zato pač letališče v Mariboru zelo težko konkurenčno. Po drugi strani je pa to teoretično nemogoče, da bi bila to kakršnakoli vojaška baza, ker to je le zračni prostor NATO, ne, in prileti vojaških letal v tak prostor se pač morajo pač koordinirati, to pač ne gre. Po drugi strani seveda je pa vse, spet prijemo nazaj na politiko, ne. Ti Aljuš si pisal odlične analize o gospe oziroma gospodični Alenki Bratušek,
Bratušek. Ja. Torej, če taki ljudje vodijo državo, smo lahko samo še srečni, da je kruh na policah. Alenka Bratušek je res, če kdo... Ja, pa da kruha ne vozijo z Adrio Airways, recimo. Pa da kruha ne vozijo... ga ne bi bilo na policah. Da žemelj ne vozijo z Adrio Airways. Ja. Ker če kdo primer negativne selekcije, tak posebljeni primer, je to prav ta gospodična oziroma gospa. To so pa hkrati ljudje, ki so polni samih sebe, tako kot si napisal, ki z eno nogo ki je bila še stara, ne vem, 15 let ali koliko, je sedela na stolu, z drugo pa imela nogo na miz, drugo pa na tleh ali nekaj tazga. Skratka, popolna nadutost, skregana z vsako pametjo, in to kar vidimo. To je pač... Če spomnimo se, da do pred kratkim v teh prostorih ni bilo kruha na policah. Vse se spomnimo, Mladina Slovnico naredila ni kruha v Makedoniji, in to ni bilo dolgo nazaj. Jaz mislim, da ni zdaj razlog, da je zaradi teh politikov, da je kruh na policah, ampak zaradi tega, da imamo mi te okvire politične, veš, da imamo pravne norme sprejete v Strasbourgu pa Bruslju, da imamo varnost sprejeto v NATO v Bruslju, da imamo evro, da nimamo tiste neumne inflacije, da imamo Evropsko centralno banko v Frankfurtu, in zaradi tega imamo mi kruh na policah. Zaradi tega ene stvari grejo, ene pa ne. In če z tega pogledamo na Adrio, pa na mariborsko letališče, veš, mi se nimamo kaj dosti za narediti s to Adrio. Adria bo ali bo šla v tečaj, ali bo prodana. Kaj lahko država naredi, definira 3 ali pa 5 prioritetnih linij, ki morajo funkcionirati, ne vem, London, Pariz, nekaj, potem zdaj, da bo, a veš, ker vse nacionalne, vse veliko, tudi Austrian Airlines, ki z Dunaja leti, je politični projekt, tudi Emirates je z Dubaja politični projekt. Tudi tako si ti, Boštjan, rekel, da leti v Dubrovnik, to je American Airlines je politični projekt. Zdaj, mi z 2 milijonska država nimamo GDP-ja, ne vem, 300 milijard, da bi lahko se tega politični projekt šli, lahko pa se ga lotimo na nekem drugem nivoju, tam, ko pa res nujno rabimo. Da pa je to več ali manj servis tistih birokratov, ki se vozijo v Bruslju, London, pa še ta moment, seveda zlorablja ta Adria, bilo kakva je, pa prodaja karte za 550 €. To razumem, Bože, ampak daj mi nekaj drugega razloži. Air Serbia, prej bežno omenil Boštjan, mislim, da je o tem govoril. Prav, Air Serbia so prodali, komu so to prodali? Arabcem, Katarju ali komu, Laufa, po vseh dostopnih podatkih. Laufa, ampak je imela probleme finančne prvo leto. Finančne je imela probleme prvo leto, zdaj recimo Laufa. Croatia Airlines Laufa, nam je še bližje. To je, ne vem, zadnjih 10 let, če gledamo, jaz to pa res poznam, ker sem delal neke projekte za Croatia Airlines. Če ne bi bilo hrvaške države, ki jo neposredno financira, ne bi bilo Croatia. To vsi počnejo, še na faksu so nas učili se pravi Airbus, Boeing, Evropska unija, Amerika, te fajti, ampak saj leti ne odpovedujejo letov, razumeš, nimajo pokvarjene hrane, funkcionira. Izhajati moramo pa iz preprostega dejstva, da je letalski promet turističen in vsakakršen najbolj konjunkturna, bi rekel, panoga na planetu. Njegove perspektive so neverjetne, njegova prihodnost je neomejena, potrebe potem, da se bodo ljudje vozili, so tukaj in sam pa nas ga očitno ne bo. Smo mi pa bili naivni, Boštjan, ko smo prodali Adrio Airways privatniku, zdaj pa seveda predvidevam, ta privatnik, njemu je samo pomembno, da on dela profit, če ga pač dela, in če se mu bolj splača, da avion ne leti, recimo iz Prage na Brnik, pač ne leti, Ne, jaz mislim, da ne gre za PR-ovsko izsiljevanje tega prevoznika. Ok, ali pa to, ampak mi pa čakamo, da bojo letala letela. Mi smo to prodali, zakaj pa recimo prodali smo tudi, se pravi, brniško letališče pa cveti. Zakaj pa to cveti, Adria pa ne? Kakšna je pa razlika? Ja, ne vem, kakšna je razlika. Hočem reči, mi smo prodali Adrio v terminalni fazi, se pravi, v umirajoči fazi in v umirajoči fazi. Tle so bili tudi ogromni dolgovi, nekaj je država sanirala, nekaj so jih še naredili, nimamo vsega vpogleda, ampak jaz mislim, da je to pač zgodba, ki bo težko preživela. Razen, mislim, ker tudi če bi hotel kdo iz tega nekaj narediti v Sloveniji, se bo pač umešala nevidna država in roke od daleč. Bomo pol mi, Božo, edina država v Evropi, ki je imela 2 mednarodni letališči, na katerih nihče ne bo pristajal. Ne, to se ni za bati. Glej, tu imaš kriterij, ki se mu reče elastičnost v ekonomiji, in ta elastičnost nas tepe. Veš, ne moreš ti imeti rentabilnega mariborskega letališča, če je grad pol ure zraven, zaradi tega, ker je Jugoslavija razpadla. Sej, veš, če ne bi Jugoslavija razpadla, bi verjetno to laufalo, ampak pač to so dejstva. In v 70-ih, ko so gradili to letališče, noben ni računal, da bo Jugoslavija razpadla. Ampak dobro, sej recimo Montenegro Airlines leti Ljubljana Podgorica, pa Adria Airways leti Ljubljana Podgorica dnevno.
dnevno oba letita, tako rekoč, ne? Ali pa večkrat na teden, no, večkrat na teden sigurno. In v isti dan, sam pač en zjutraj, en popoldne, in Montenegro Airlines je bistveno cenejši od Adria Airways. Zakaj? Jaz sem spet pri isti zgodbi. Pač, zato, ker Dobro, Airways so piloti cenejši, ne vem, verjetno niso zato, tako ker so cenejši. karte so dražje, pa ta denar pol nekam zgine. Ne? Pač piloti ne morejo biti cenejši, gorivo ne more biti cenejše, vzdrževanje letal ne more biti cenejše. Drugače ne bi leteli v se pravi, Evropski uniji. Stevardese tudi verjetno niso grše, da bi jih manj pa, ne plačali. vem, Božo, če imaš ti kakšno idejo tukaj. Ne, te Črnogorke so meni všeč, take so, veš, Grkinje, male, ne, mislim. Ja, male, Glej, Črnogorke male, s katerimi Črnogorkami si pa ti to takimi letel, ja. Dobro. Glavnem, glej, tam, ne, ki je tam zraven letališča, se ni propadel zaradi tajnikarja, pa ne vem, ker ne znamo kamione delamo, zaradi tega, ker je Mercedes bistveno boljše, pa volilo delata, ne. In noben ni hodil, če ga kupi, ko je Jugoslavijska vojska. In isto je z Adrio. Bože, svoj čas so tam delali neke tudi letališke te avtobuse, niso? Ja, se še zdaj delajo, veš, imajo eno firmo, tam Europe, ki dela električne avtobuse, ima enih 100 zaposlenih. A pa jih imamo mi to v Sloveniji, take na Brniku, pa... To ne vem, ampak vem, da jih imajo ekskluzivno dobavo za letališče Dunaj, letališče Budimpešta. Okay. In to je v bistvu tak ena hala tam, ne, malo srednje. Ta Adria je ista stvar, kot je ta slovenski javni prevoz. Če vi hočete priti ampak podarjam, v sredi turistične sezone, če hočete priti iz recimo Lucije, z javnim prevozom v recimo Lenart, boste šli zjutraj, to pa ne, zjutraj ob 8 in boste zvečer ob 8 v Lenartu. Če boste pa vzeli na tist prevozi.si, ne pa se zmenili, se boste pa vozili 2 uri pa 10 minut. Se to je ideja, da narediš prevozi.si za letala, ne, letalske linije, privatne do Ljubljane, pa do Maribora, pa do Kopra, ne, oziroma Portoroža. Mislim, da veliko večji problem kot Adria so pač problem Slovenske železnice, ne. Ampak kaj mislite vidva, da bo zdaj država, kaj bo Marjan Šarec, kaj bo vlada Marjana Šarca naredila? Bo pustila Adrijo propasti? A bo pustila Adrijo propasti? Ne, naredila bo kaj najmanjša škoda za njih, ne, a veš, oni samo kratkoročne interese. Kaj pravijo mediji, kaj pravijo volivci in kaj imajo osebni interes. Tudi tisti, ki so skladu prodali, so imeli samo osebni interes, tega se reši z mize, da ne bo tu neki denar, nek tajnikar upravljal, pa potem bo ti bili nekomu šli. Nimet praviš, da bo? Ne, vedno se to 4-letnem mandatu bo zgodilo. Če bi pa Slovenija imela, veš, če bi imela pa resno strategijo, ne, zdaj pa že po 30 letih svoje države, kaj z letalskim prevozom narediti, ne, da ne bi ena Adria prevažala za 550 €, tako pravi Boštjan, birokrate po Evropi in ugotovila, katerih je tistih 5 ali pa 10 pomembnih linij, ki jih moramo servisirati in jih bomo po taki in taki ceni, pol pa naj to dela Adria ali pa kdo drug, ne. Mi bomo toliko pomagali in zraven tak bi se bilo treba lotiti. Jaz ne vem. Boštjan, zadnja beseda je tvoja. S tem se podira, smo že spet na začetku, s tem se podira ravnovesje, ki ga vzpostavlja nevidna država. S tem se to podira, tako kot je ta karavanški predor, Alenka Bratušek, s tem se to podira in tega ne bojo pustili. To je res. Pol nekdo drugi upravlja, ne? Nekdo iz British Airways ali pa iz Emirates ali pa iz Croatia Airlines. Ne? Sreči pa smo v Evropski uniji, tako kot je rekel Božo, sreči smo v Schengenu, sreči smo v evroobmočju, v NATO, tako da so kompetence te nevidne države pač omejene. Ne? Kaj pa ta ideja, da bi v Bruselj leteli iz Maribora, se pravi, rabimo še pol ta hitro železnico, če jo prav razumem, iz Ljubljane do Maribora, ali kako? Jaz ne vem, zakaj to ne bi moglo biti. Veš, tako bi država morala subvencionirati. Zdaj pa, če ti se pelješ iz Brnika v center Ljubljane X ali pa se pelješ iz Slivnice v center Ljubljane X plus 30 minut, ne, plus tega bi imel kdo kaj početi na tem letališču. Zdaj, treba je pravno videti, koliko je to možno, če te lete rabimo. Ne? Tisto je tako polno letališče, veš. Jaz imam še drugo idejo, koliko teh letov, ki jih upravlja tako imenovana ljubljansko-bruselska birokracija, je pa sploh potrebnih. Prav, bomo to vprašanje pustili za kakšno naslednjo našo oddajo. Dr. Boštjan Marko Turk, Božidar Novak, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Hvala lepa. Gledalke, gledalci, to je bil zračno-prometni 305. faktor na TV3. Spremljate našo oddajo tudi jutri, ko bomo komentirali, kdo hoče na FDV imeti unisex WC in kako naj seksajo mladostniki. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.